Leta in leta je bil Illustrator omejen na eno samo stran. Če si želel na primer narediti sprednjo pa zadnjo stran vizitke v Illustratorju, si mogel narediti dva fajla. Končno je nekaj let nazaj Adobe nehal pač vsiljevati, da za vsako stvar moraš uporabljati InDesign in nam res revolucionarno pač dovolil, da lahko naredimo več enih strani v enem samem dokumentu. Zdaj, Illustrator ne reče tem stvarem stran, ampak reče artboard. Se pravi, logika je v bistvu, da za razliko od na primer InDesigna si vsaka stran, ki si sledi, nima specifično pač nujno iste velikosti, ne. Torej pač InDesign ima knjiga ali pa zloženka ali pa karkoli, ne. Medtem ko ima Illustrator na primer lahko en gigantski fajl, pa mogoče en kvadraten, pa neka reklama, jumbo plakat, karkoli, ne. Torej vse je lahko v enem in istem dokumentu. Do teh artboardov, do teh možnosti lahko pridete na več načinov, in sicer ena izmed teh je tukajle preko document setupa in pa tukajle potem edit artboards. V document setupu lahko recimo tudi spremenite, če boste kateregakoli od dokumentov pač pošiljali v tisk, ne. Tako kot sem rekel, v InDesignu je pač nujno, ne, če boste imeli živi rob, da imate vsaj 3 mm blida, ne, torej da poreže tiste ekstra stvari, da če se že zmoti, ne, ker pri 200-300 straneh je nujno, ne, mislim praktično neizogibno, da se bom mičkeno zmotil, ne. In pa tukajle je potem ta edit artboards. Do iste možnosti lahko pridete tudi s temle orodjem oziroma z Shift plus O. Torej, imamo artboard tool, kjer lahko jaz spreminjam velikost tega dokumenta. Torej, tukaj imam A3 dokument, 420 krat 297, ne. In če bi želel na primer spreminjati velikost tega dokumenta, imamo tukajle teh 9 pikic, ne, če se jih še spomnite iz Canvas size in iz Free Transforma. Torej, če bi jaz na primer želel za 100 mm povečati ta dokument, bi šlo iz sredine, ne. Kaj to pomeni? Da na zgornji in spodnji recimo da pol-pol, oziroma na levi in desni da pol-pol. In če želim narediti en nov artboard, vse, kar moram narediti, je tukajle, da kliknem en gumbek, New Artboard, in imam zdaj dve tako imenovani strani. Vsakega izmed teh artboardov si lahko pač čisto po želji premikate po dokumentu. Tukaj gre specifično za vašo nekako logiko dela, ne, kako želite delati. Ta artboard si lahko pač tudi vizualno spreminjate, povečate, ne. Ena izmed možnosti je tole, da če jaz že premikam artboard, se bo vsa vsebina, ki bo na strani, premaknila z njim. Če želite na primer potem enega izmed teh artboardov zbrisati, lahko to enostavno naredite tukajle. Oziroma, če bi želeli na hitro spremeniti postavitev, ne, torej iz ležeče v stoječo, da samo zamenjam širino z višino, lahko to naredim tukaj. Zdaj, kar se tiče shranjevanja dokumenta, je pri Illustratorju neka specifika, ne. Illustrator sicer dela svoj pač tako imenovani Illustrator PDF, kjer je večina teh stvari potem editabilnih. Mogla bi tehnično biti 100% podpora, ampak je tako, da vam jaz vendarle predlagam, da si shranjujete te stvari v Illustratorjevem fajlu, ne. Torej, če si jaz želim ta dokument shraniti, zdaj imam pa eno težavico, in sicer aplikacija, ki jo uporabljam za snemanje, je malenkost mi blokira zgornji del, samo sekundo. Much better.
Torej, če shranjujete PDF ali Illustratorjev file, greste čez klasičen Save As. Tukaj vam da možnost ali Adobe PDF ali Illustrator. Če bi že želeli, da recimo nek zelo star računalnik odpre to datoteko, potem obstaja tukaj še EPS format oziroma SVG. Seveda, če boste odpirali ali EPS ali SVG, boste izgubili vso editabilnost dokumenta, ne. Torej če boste odprli ta file v Illustratorju, ste izgubili vso dinamiko fontov, efektov, layerjev, karkoli drugega, ne. Če želim shranjevati določene dokumente, imam tukaj eno pomembno stvar. Illustrator je kompatibilen do verzije, ki jo tukaj izberete, ne. Torej, če želite, da nekdo odpre za starejšo verzijo Illustratorja, morate nujno tukaj nastaviti, da je ena izmed starejših verzij, ne. Enako kakor InDesign, s tem, da pri InDesignu te specifične oziroma tako elegantne opcije ni, imate v bistvu samo možnost, da shranite v svoji verziji ali da shranite v CS4, kar je praktično prazgodovinska verzija, in izgubite ogromno ene dinamike v samem dokumentu. Torej, če bi želel, da nekdo z Illustratorjem CS6 odpre ta dokument, lahko to naredim tukaj. Seveda bo povedal mi tukaj spodaj, da bo določene bloke vsebine moral spremeniti. Za vsako od teh verzij vam bo točno pisalo, kaj se bo zgodilo. Torej, če si zdaj shranim tole verzijo, spet mi bo povedal, da se bodo neke spremembe zgodile, ne bo enako. V mojem primeru ni nobenih večjih težav, tako da bom kliknil na OK. Če želite shranjevati za tisk, imate tukaj Adobe PDF. Ena izmed bolj pomembnih stvari pri Adobe PDF-ju je tole: Preserve Illustrator Editing Capabilities. Torej, ne bo shranil enakega PDF-ja, kot bi ga recimo InDesign, kjer je specifično PDF za gledati in tiskati, ampak če boste ta PDF odprli še enkrat v Illustratorju, boste lahko elemente premikali, tekst, layerji, karkoli. Če boste tiskali, je tukaj enako kakor v InDesignovem eksportu, tukaj najmanj trim marks, torej da naredi ene črtice, kjer bo on porezal vaš dokument. Še posebej, če boste šli v živi rob, to tiskarna nujno potrebuje. In pa tukaj imam Document Bleed Settings, torej prej, ko sem šel v Document Setup, sem še vedno pustil 0 milimetrov, torej bleeda ne bo on naredil, si pa lahko to tukaj spremenim, torej da usilim, da ima stvar 3 milimetre ekstra prostora, in pri teh 0 milimetrih bo tale mehna črtica narejena. Če boste shranjevali v rasterski format, se pravi JPEG, PNG ali kaj podobnega, je treba iti tukaj skozi eksport. Torej, imamo 3 možne variante. Export as je ta klasična, ki še ostaja, kjer si lahko izberem kateregakoli od rasterskih formatov, torej JPEG, PNG. Če recimo izberem PNG, si lahko izberem tudi transparentno ozadje, torej da vso grafiko, ki jo imam, skupaj z transparenco shranim. Je pa tukaj ena stvar, ki mi
vedno pač malo kravžljam možgančke, in sicer to, da jaz tukaj ne morem specifično reči, koliko želim imeti veliko sliko, ne. Torej, če sem si jaz tukajle recimo v pikslih dal velikost artboarda, meni pixel print popolnoma nič ne pove, ne. Torej, jaz večinoma naredim zelo veliko sliko in jo potem odprem v Photoshopu in si jo pomanjšam na točno tako resolucijo, kakor si jo bi želel, ne. Če ima mogoče kdo kakšno boljšo varianto, se absolutno priporočam, da me malo osvetlite. Se pravi, kar se tiče anti-aliasinga, ne, si jaz vedno izberem tale super sampling, se pravi, da gre on iz večje slike in jo v bistvu pomanjša, tako da so vsi robovi zelo lepi, ne, da pač niso piksel je ali piksel ni, ne, ampak da ima neki prehod iz transparence v samo vsebino. Za razliko od Photoshopa imata tako Illustrator kot InDesign možnost, da se več objektov pojavlja na isti plasti, ne, torej pač tehnično neomejeno objektov je lahko na enem in istem layerju, vendar v trenutku, ko boste šli v malo bolj kompleksno ali ilustracijo ali pa pač neki dizajn, kjer je ogromno elementov, se boste na neki točki popolnoma zgubili, če ne uporabljate layerjev, ne. Torej, enako kot v InDesignu si jaz lahko naredim specifičen layer, če kliknem na njega, si lahko izberem njegovo ime in pa barvo tega bounding boxa oziroma obrisa teh elementov, ne. Torej, če si recimo bi jaz želel oziroma bi imel problem, ne, da je tale bounding box v bistvu enake barve kakor objekti, ne, lahko to enostavno spremenim, torej da rečem pač res katerokoli drugo barvo, ne, samo pač te specifično ne. Če želim kateregakoli od teh objektov premakniti v drug layer, vse, kar naredim, je, da najprej selektiram te objekte in potem tole pikico preprosto kliknem in premaknem v drug layer, ne. Torej, zdaj je tale zverinica na layerju 2 in lahko jo recimo postavim direktno pod njih, ne. Lahko na primer ta layer zaklenem, torej če začnem selektirati, se mi samo zgornji dve zverinici, medtem ko tale spodnja je pri miru. In pa še nekaj, ne, za posamezne layerje si lahko izberete tudi to, da se ne printajo, ne. Torej, če imate neki grid postavljen odzadaj, ne, na katerega postavljate elemente, če skenslate tole, ne, se stvar ne bo tiskala, kar je zelo uporabno. In pa če si na primer v InDesign oziroma Illustrator premaknete nekaj, kar boste traceali, ne, mogoče sken neke ilustracije. Če si dam jaz na primer dim images na 50% in pa jo lockam, ne, bi lahko imel od spodaj ta sken in čez njega na enem drugem layerju risal. V trenutku, ko boste imeli malenkost bolj kompleksnejše ilustracije ali pa grafike ali pa kombinacije enih elementov, je seveda želja, da te elemente premikamo skupaj, ne. Če pogledamo eno izmed teh zverinic, ne, celotna zverinica je sestavljena iz ogromno enih objektov, ne, torej ogromno enih pathov, ogromno enih kombinacij elementov, ampak to stvar lahko premikam enostavno s tem, da kliknem enkrat in jo premaknem, ne. Torej, to je grupa. Da naredim iz večjih elementov eno grupo, moram selektirati elemente, ki želim, da so v tej novi skupini, desno kliknem in izberem group. Torej, če
jaz zdaj želim premikati te stvari po zaslonu, se bosta vedno obnašala kot pač ena skupinica, ki je fiksno pritrjena ena na drugo. Če bi želel v tej skupini editirati katerikoli element, vse, kar moram narediti, je, da dvakrat kliknem na to skupino in če pogledate tukaj le zgoraj, imate najprej layer, na katerem so te zverinice in pa potem ena skupina. In zdaj lahko ločeno premikam te stvari. In da se vrnem nazaj, lahko ali dvakrat kliknem na prazen prostor, ali pa tukaj le na tole puščico, se pravi, zdaj sem spet, še eno, zdaj sem spet nazaj in te dve zverinice lahko čisto normalno premikam. Da ločim nazaj, oziroma da razbijem to grupo, vse, kar moram narediti, je tukaj le klikniti ungroup in spet sta ločeni. Če bi si želeli, da eno grafiko oziroma en element v dokumentu uporabljamo večkrat, naprimer, da ga distribuiramo po samem dizajnu, ne vem, recimo rožice, nek logo, karkoli tretjega, imamo v Illustratorju tako imenovane simbole. Torej, prejel sem in si tole odstrgal ven. In da dobim nov simbol, da si ustvarim simbol, moram selektirati to vsebino in vse, kar moram narediti, je, da si povlečem noter v simbol. In zdaj tukaj le dam temu simbolu neko novo ime. Recimo, tale del tukaj, dinamični ali statični simbol, je tisto, o čemer sem prej govoril. Torej, če pustim tukaj le dinamičnost, lahko jaz potem editiram, tako kot če bi imel Smart Object, lahko editiram to grafiko in se bo spremenila kjerkoli v dokumentu. Torej, kliknil bom na OK in zdaj imam tukaj le en nov simbol. In iz tega simbola bom ustvaril nekaj novih zverinkov, ki so zdaj vezani na tale simbol, ki je tukaj. In da jaz editiram ta simbol, moram dvakrat klikniti na njega. Spet boste videli tukaj, vsakeč, ko grem jaz v neko vsebino, torej v skupino ali pa v simbol ali pa, ko boste videli kasneje, clipping mask, bo tukaj le vidno približno, kje ste. Torej, pazite, če ste mogoče izgubljeni, pogledajte tale breadcrumb tukaj, če je mogoče ena stopnja previsoko. In jaz si bom, naprimer, naredil nekaj zelo nekvalitetnega in z block brushem, ki ga bomo še spoznali, narisal nekaj dodatnega. In če grem zdaj nazaj, boste videli, da so vsi simboli spet spremenjeni, torej pač vezani so na tole majhno zadevico, ki smo jo dodali tukaj. In pa še zadnja stvar, ki jo želim pokazati, samo da nekaj tehle zverinic pogrišem iz dokumenta, je to, da jaz lahko v tem dokumentu specifično poravnavam, enako kot recimo v InDesignu, s tem, da je malenkost bolj še ekstra možnosti, ki jih lahko uporabimo. Torej, šel sem tukaj le v Align, če nimate teh panelov, Window in pa potem Align. In če jaz izberem te 4 objekte, imam, oziroma, če grem nazaj v Layers, sem seveda malenkost pozabil, da je tale stvar bila zaklenjena. Torej, če izberem jaz te 4 objekte, lahko tukaj delam te klasične aligne, torej, da so vsi na zgornji strani. Ampak, kot ste videli,
je stvar vrgel na zgornjo stran artboarda. Torej, če se vrnem 2 koraka nazaj, to možnost imam tukaj. Torej, align to ali znotraj te selekcije ali pa na celoten artboard. Torej, če bi želel jaz, na primer, tegale zelenkota premakniti specifično čisto na sredino te strani, imam tukaj izbran Align Artboard in pa seveda kliknem sredina in sredina in ga imam čisto točno na sredini. Pa se bom vrnil nazaj. Torej, če imam recimo selekcijo izbrano, lahko rečem, da na zgornji kot in so zdaj vse 4 zverinice postavljene na zgornji rob. Potem imamo pa tole. Torej, Distribute Objects bo, naprimer, zdaj, ko imam 4 elemente in pa artboard izbran, mi, naprimer, te 4 stvari razdelilo točno od levega do desnega roba. In sicer, če gledamo zdaj tole črto, kaj ta črta pomeni na tej grafiki? Da bo, če gledamo recimo tele prve 3, da bo uporabljalo zgornjo črto elementa, sredinsko črto elementa ali spodnjo črto elementa pri tej distribuciji. Torej, če bi, naprimer, z spodnjo črto, pa bi bila ena stvar dosti višja od drugih, bo to, naprimer, dosti čudno izgledalo. Torej, pazite, katero od teh opcij izberete. In če se vrnem nazaj, imamo potem tukaj le spodaj še Distribute Spacing. Tukaj, recimo, on točno gleda na ta prostor med elementi. Torej, če grem, naprimer, tukaj le, spet imam izbran artboard in pa Horizontal Distribute Space, bo on gledal točno tole razdaljo in bo to razdaljo držal. Če bi se recimo tukaj le igral z temi 3 drugimi opcijami, so rezultati malenkost drugačni. In se bom vrnil še nekaj korakov nazaj, torej na začetno pozicijo. In zdaj imamo tukaj le še nekaj tretjega. Ampak ta tretja opcija mi zaenkrat še ni na voljo, zaradi tega, ker moram jaz narediti nekaj novega. In sicer, tudi tukaj le pri Align To smo imeli tole tretjo možnost. Kaj to pomeni? Da, ko jaz izberem elemente, ki jih želim postavljati levo-desno, če bi recimo želel, da so vsi postavljeni tukaj le zgoraj na tole črto, bi seveda kliknil enostavno tole. Upsala. Če grem malenkost nazaj, dodam Align to Selection in kliknem tole. Se pravi, zdaj so bili vsi postavljeni na zgornjo črto te selekcije. Kaj pa, če si jaz želim, da so recimo postavljeni vsi na tole črto, torej na zgornjo črto te vijolične zverinice. Vse, kar moram ekstra narediti, je to, da še enkrat kliknem. Torej, videli boste, da se bo en objekt dosti bolj ekstra pobarval, malo širši bo ta outline in ta stvar postane Key Object. Torej, Align to Key Object je zdaj tudi že tako izbran, če bi recimo samo tole selekcijo naredil in potem izbral en ekstra objekt, boste videli, da ta stvar avtomatsko skoči na to. Align to Key Object. In če zdaj rečem spet, Vertical Align Top, bodo vse te zverinice postavljene na njeno višino, torej na maksimum njenega objekta. In zdaj, torej, če spet naredim tole, da izberem tale Key Object, imam pa zdaj tukaj le tole ekstra možnost. In sicer, kaj ta ekstra možnost pomeni? Da lahko jaz rečem, točno 10 mm želim, da je prostora med temi zverinicami. Pa bom recimo dal
5 mm, da bo še bolj vidno. Torej 5 mm in zdaj rečem ali vertikalno ali horizontalno. Pa bom izbral horizontalno in med temi prostorčki, torej tale prostorček med enim in drugim je zdaj točno 5 mm. In če bi kliknil na Vertical Distribute Space, enako, ne, seveda so levo in desno poravnani, pa bi lahko recimo rekel, naj bodo poravnani najprej, grem še en korak nazaj, da bodo vsi skupaj, ne. Torej, enega recimo izberemo, da imamo Key Object in zdaj rečemo Vertical Distribute Space, torej spet 5 mm, 5 mm, 5 mm med temi objekti.